slaščice se da pripraviti, zelo okusne, dobre. Jaz si velikokrat pripravim proseno kašo skuhano v mandljevem mleku. Malo jo posladkam z javorjevim sirupom, notri narežem suhe marelice, potresem s kokosovo moko, potem to vse v pečici na hitro zapečem. Lahko polijemo tudi, vzamemo zamrznjene borovnice, jih samo odtajamo in malo segrejemo, polijemo čez in odličen obrok je tu. Lahko si jabolka, vemo, vsi poznamo pečena jabolka, jabolko izdolbemo, ga napolnimo z mešanico lešnikov, mandljev, malo medu, lahko spet malo uporabimo kakšne sojine smetane, je še boljše in spet odlična poslastica je tu. Za piškote izberemo brezglutenske moke, notri damo, zamešamo kakšen črn sezam, mandlje, lističe mandljev, kokos, odlični piškoti. Babica moja peče potico, se izbere namesto kvasa vinski kamen. Vemo, da ne zakisa našega organizma in je boljša alternativa kvasu. Potem palačinke, lahko si izberemo spet neko brezglutensko moko, sojino, riževo. Naredimo palačinke iz mandljevega, lešnikovega, riževa, sojina mleka, katerokoli mleko izberemo. Malo mogoče mineralne vode, da so bolj rahle. Jajca sploh niso potrebna. Pečemo na kokosovi maščobi, lahko notri naribamo jabolka s cimetom in malo vanilije. Vsi imajo to radi. Ogromno je takih sladic, samo posegati moramo v trgovinah, v takih trgovinicah za zdravo hrano in izberemo zdrave, primerne alternative, ne tisti beli, prečiščeni moki, izberemo nadomestek sladkorja, belega sladkorja, same take stvari in tudi naše sladkanje decembra bo zagotovo dobro, vendar brez nekih negativnih stranskih učinkov, s katerimi se potem vsi januarja spopadamo.